Živijo. Podelil bom, kaj sem doživljal med svojo prvo meditacijo v tej mali šoli celjenja. Ni mišljeno, da vsak posname video, sploh ne. Zadosti je, če napišeš par stavkov. Sam bom tudi večinoma pisal. Danes sem dobil pa to idejo, da bi se kar malo takole javil s posnetkom. No, meditacija, ki sem jo naredil za vse tiste, ki prvič meditirate ali pa samo gledate tole, pa sploh še niste poskusili. Meditacija dihanja je zelo, zelo preprosta, je vodena, niti treba vnaprej nič vedeti. Tudi med meditacijo izveš, kako se izvaja zares, kako dihaš, pa pokažem zdajle takoj. Dihaš takole skozi usta. In to ponavljaš. Če je meditacija kratka, 7 minut recimo, potem to ponavljaš kakšnih 4 do 5 minut in nato še 2 minuti ležiš in se sproščaš. To je vse. Smisel, namen te meditacije je predvsem malo umiriti majčkeno preseliti tisto, za kar verjamemo, da je naša zavest, kar smo mi, za kar verjamemo, da smo mi, preseliti iz glave bolj v srce, uravnovesiti vse to, kar smo. Se pravi, umiriti No in med svojo meditacijo danes sem imel ogromno odporov in ta meditacija je super zato, ker te pripelje do odporov. Pripelje te do tega, kar doživljaš tudi izven meditacije vsakodnevno. Ti odpori so vedno povezani. Čeprav med meditacijo mogoče čutiš samo kakšno srbečico, zehanje ali pa kakšne nežne pritiske v telesu ali pa občutek, da si nemiren, da ne moreš držati nog pri miru, medtem ko meditiraš. Ali pa je to pravzaprav samo pretirano razmišljanje, ukvarjanje s tem, samo meditacijo, s tem, da ne meditiraš prav, ukvarjanje s samim seboj. In potem je tudi to pokazatelj, kaj se ti dogaja verjetno zelo pogosto v življenju. In meditacija ti ponudi možnost, da se naučiš v srcu oziroma v svojem pravem središču uravnovešeno naučiš živeti s temi odpori in mogoče jih nekako razbliniti v življenju. Brez bitke in pretiranega ukvarjanja z njimi, kar jih samo še bolj pravzaprav razdraži, kar jih samo še nahrani. No, med svojo meditacijo sem imel te odpore in kljub temu sem vztrajal in dihal v tem ritmu. To je tudi edina naloga, ki jo imamo med to meditacijo. Edina odgovornost, ni nam treba nič delati ali pa izvajati kakšnega celjenja, niti energetsko, ne. To se bo samo od sebe zgodilo. Zato je to za vsakogar, tudi če še nikoli nisi poskusil. No, sam sem ostal do konca meditacije, imel sem izredno nemirne noge, nisem nič čutil v njih. Neka blokada energije v kolenih in pogosto jo imam tudi tukajle v pleksusu, mi onemogoča čutiti svoje noge. Sploh se jih ne zavedam. Če se jih zavem, so tuje in mrzle in neobčutljive. In težko se zavem, da stojim z njimi na tleh, da se dotikam s podplati tal. Dokler sem v tem stanju. Potem, ko se preselim v srce, tako kot zdajle recimo, čutim vibracijo v kolenih in v podplatih in energija teče. In zato se lahko precej bolj prizemljim in povežem s svetom, tudi z drugimi ljudmi, bitji in vsem, kar je. No, veliko teorije sem skril med vrstice.
Če to poslušaš, verjamem, da te to zanima in da ti bo mogoče tudi koristilo. Vsekakor pa toplo priporočam, da izvedeš tudi meditacijo. To je šele tisto pravo, skozi to šele izkusiš, kaj celjenje zares je. In lahko jo dobiš brezplačno, če se prijaviš na moji spletni strani www.celjenje.si in prejmeš kar nekaj pravzaprav meditacij brezplačnih, ki jih lahko poskusiš različnih velikosti, dolžin, barv in tematik. In na moji spletni strani imaš še ogromno drugih materialov. Treba je pa nekje začeti. Priporočam mogoče, upoštevaj tisto, kar te pokliče, poskusi, najkrajša je 7-minutna in že ta je zadost, da te premakne. Se beremo še več v tej skupini in če to poslušaš izven skupine, imam skupino, ki jo lahko najdeš prek moje spletne strani, prek gesla Celjenje na Facebooku in tam se bomo pogovarjali o naših izkušnjah in jih delili med seboj. Ker je to šele začetek, nas je zelo malo, naj nas to ne prestraši. Upajmo, da bomo ustvarili eno tako varno skupino, varen prostor, kjer bomo čutili podporo, medsebojno podporo drug drugega in bomo uživali ob tem, kar počnemo. Srečno in smo na zvezi. Lep dan.